V Sloveniji je po ocenah Društva študentov invalidov Slovenije le okoli 20 gluhih študentov. Eden ključnih razlogov za tako nizko število je nedostopnost izobraževanja na vseh stopnjah v njihovem prvem, to je slovenskem znakovnem jeziku. In to kljub temu, da je pravica do uporabe znakovnega jezika izrecno zapisana že v leta 2002 sprejetem zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika. 13 let kasneje, julija 2015, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v imenu ljudstva razsodilo, da so fakultete dolžne vsakemu posameznemu gluhemu študentu omogočiti spremljanje študijskega procesa na način, ki je zanj sprejemljiv, bodisi s tolmačem, bodisi z drugimi za študenta sprejemljivimi prilagoditvami. Predstavniki Univerze v Ljubljani, fakultet in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so nedavno razpravljali o tem, kako naj bi se individualizirani učni načrti za gluhe študente izvajali v praksi. V konkretnem primeru je takšna rešitev morda ustrezna, vendar odstopa od zakonskih določil. Fakultete so namreč dolžne kriti celotne stroške tolmačenja, stroške pa jim povrne pristojno ministrstvo za izobraževanje. Medtem ko je omenjenih 100 vavčerjev namenjenih za študentovo osebno rabo in jih krije ministrstvo za delo. V vseh teh letih pogajanj z ministrstvi smo od njih slišali številne izgovore, zakaj tolmač ni urejen. Sprva so utemeljevali z zakonskimi pravicami, češ da imajo pravico le v postopkih, torej pri vpisu ali pri zgovornem referatu. Ko smo razložili in z mnenjem ministra za delo utemeljevali, da to ni res, so potem vrsto let utemeljevali razlog finančne narave, češ da ni sredstev. Sedaj, ko pa pravzaprav je sodba Vrhovnega sodišča zelo jasna, pa teh ovir enostavno ni več. To je nova sodna praksa, ki bo veljala za vsa leta naprej in že vidimo, kako se univerzne fakultete odzivajo na to odločbo, namreč svoje študente vabijo k razgovoru, da skupaj pripravijo načrt, kako umestiti tolmača v svoj učni proces. Poleg naštetega ima Gašper Rems tudi študenta tutorja, ki mu pomaga razjasnjevati različne težave na fakulteti. Vse omenjene prilagoditve so seveda še kako dobrodošle in koristne in so hkrati skorajda zastonj. Še vedno pa se zatika pri vprašanju financiranja tolmačenja. Koliko sredstev je Univerza v Ljubljani zanj namenila v tem študijskem letu, smo pa vprašali prorektorja. Številk osebno ne poznam, lahko pa zelo jasno odgovorim, da pravzaprav vodstvo univerze se zave in zelo, načrtno in kritično pravzaprav gleda vsa vprašanja, ki jih dobimo in tudi reševanje in tudi naklonjenost konkretno komisiji za študente s posebnimi potrebami strani vodstva je in kot rečeno, trudili se bomo. Univerza je že v preteklem letu pozvala članice, da povejo, kje rabijo
kaj rabijo in da na ta način se potem poskuša dogovoriti finančni okvir, kako se bo to nadomestilo. Nad univerzo seveda ministrstvo in pa seveda država. Nihče od nas pravzaprav ne želi osebno koga prikrajšati za kakršnokoli stvar, če pa mi ne dobimo sredstev, jih pa tudi naprej ne moremo deliti. Po mojem bi bilo najboljše, da bi za te stvari, ki so izpostavljene, se enostavno nameni specialen fond in iz tistega se potem te stvari črpajo. Sedaj je to prepuščeno vsaki članici. Članice Primorske univerze v študijskem letu 2015-2016 obiskuje 73 študentov s posebnimi potrebami, od tega 2 gluha oziroma naglušna študenta, ki ne uporabljata tolmača. Status invalida oziroma študenta s posebnimi potrebami ima 32 študentov Univerze v Mariboru, od tega 9 zaradi okvare sluha, vendar tudi ti v svoji vlogi niso opredelili potrebe po tolmačenju. Koliko gluhih obiskuje fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Novi Gorici, nam iz rektoratov niso sporočili. Zato ni jasno, kolikšna sredstva bi bila potrebna za zagotavljanje tolmačenja na fakultetah. Znano pa je, da bo pristojno ministrstvo prihodnje leto razpolagalo z okoli 1,6 milijarde evrov, kar je več kot 16 milijonov manj kot v letošnjem letu. Po izračunih, ki smo jih do sedaj imeli, je strošek tolmača za gluhe zanemarljiv. Dejansko ni problem v denarju, ni problem v sistemskih rešitvah, bolj je problem v odločitvah posameznikov, da to stvar spelje. Pričakujemo, da bo zakon, ki se odpira v visokem šolstvu, upošteval predloge zveze, predvsem pa, da se zapiše v ta zakon pravica gluhih do tolmača, čeprav imamo že posebej zakon o uporabi znakovnega jezika, da imajo naglušne osebe tehnične prilagoditve, da lahko nemotno spremljajo predavanja, kot tudi za gluhoslepe. Mi predvsem pričakujemo, da bi se tudi v zakon vnesel sploh sam pojem študenta invalida oziroma študenta s posebnimi potrebami, da se mogoče opredeli status, ki ga sicer urejajo statuti univerz, in pa da se v zakonu pišejo določene smernice, na podlagi katerih se bodo tako sistematično nekje na srednji rok potem tudi zmanjševali oziroma odpravljali ovire, ki trenutno še obstajajo. Za gluhe še vedno je veliko pomanjkljivosti. Če po eni strani govorimo, da se stavbe prilagajajo v tem fizičnem smislu, se pravi, da se odstranjujejo arhitektonske in tehnične ovire, se po drugi strani manj pozornosti namenja senzornim invalidom. To pomeni gluhim, naglušnim, tudi slepim in slabovidnim, in na tem področju nas čaka še kar veliko dela. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije bodo svoja pričakovanja v kratkem predstavili še na rektorski konferenci. Predstavniki Univerze v Ljubljani in Zveze pa so napovedali tudi obisk ministrice za izobraževanje, doktorice Maje Makovec Brenčič.